Rok je bil Born Free in free smo tudi mi danes. Mareja z mano v studiu, dobro jutro! Dobro jutro, kako si ti visok to zapela, jaz ne morem tako zgodi. Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Fantasy, in naj vam ob tej priliki čestitam za izjemen dosežek. Hvala lepa. Ja, lepo, čestitke. Lej, Marjetka, Ne spomnim, za ko se gre, ampak Grb so čestitam. dobili po 30 letih, ja, Je to pa Celjanka. Ja. Nisem še Facebooka danes odprla. Ne, veš kaj, po mojem še ni zaštartala, kljub temu, da si izkuhal danes turško kavo za napot. Ja, res je. Ampak Marjetka je danes bolj počasne sorte. Jaz sem te res danes, ne vem, kaj je moje krvi, low pressure, to je nizek pritisk imam. Greva pa šuši na puhan sir, si rekla, ne, da to malo dvignemo. Ti si prejle se nekaj hvalila, da ti to v 10 zjutraj ješ. Ne, čakaj malo, prva runda je o 6:30 goveja juha s fritati. Kako zjutraj ješ ti kosil? Ja. Je pa... Jaz sem skočil, ja, mi imamo kosilo za zajtrk, a veš. No, to pa tudi, če nisem goveje juhe. No, če nisem šla še spat celo noč, a veš. Ja, pa to je prva stvar. Ja, lej, a veš, vsakič se naučiš nekaj novega, vsak dan probaš nekaj novega, To je res. ali pa pač narediš nov komat, ne? Ja, to To pa je pri nama kar ne glih vsak dan. To bi bilo kar naporno, ne? Ampak Čeprav rej ti skoraj vsak dan narediš nov Mogoče komat, ne ne vsak glih dan, ampak ja, za ene navaju. 2 na teden pa morata se zgoditi. Mislim, načeloma, če ne bi še drugih stvari delal, bi bilo kar vsak dan. A lahko povem, kaj je imel letos novoletni plan, sicer se je zelo hitro končal. In sicer, a veš, Končal se je, ker si šla na Euroviziji. Eni si dajo dieto, a ne, res je pa dal, da bo vsak dan naredil en komat. In dejansko 30 dni je res vsak dan naredil en komat, sicer je izgledal kot zombi, pa že po 30 pesmi. Ja, Ampak potem sta se pa Marjetka in Luka Basi odločila, da gremo na San Marino na Eurovizijo in se je ta plan drastično zaključil in začeli smo s pripravami za druge. Kao, zadeve. drugi krivi, a veš, mislim, le o njemu se več ni dal. Dej, ko smo že glih pri San Marinu, Ajde. alu. Ja. Prvič, No, kaj pa je? Ja. od kje ideja? Okay. Dobro, ideja sicer, a veš, komat na prvo žogo res deluje tako živahno, ampak ideja je ful bolj globoka, kot zgleda. Namreč pesem govori o vojni, kar je zelo težka tema. Ne? In to je bilo tudi načrtno. Ne? Dejansko, ko je nastala najprej bila pesem, ne? Melodično ta alu, alu, alu. In so rekla, to bi bilo krasno, če bi se ena res močna vsebina, močno ozadje bilo. In dejansko, kaj bi lahko bila rekla Marjetka, to bi bil lahko klic nekomu ali človeštvu, ali najprej bi v bistvu celo delovni naslov, veš kaj je bil? Ne, Je bil celo Mr. President, kot klic v bistvu, ampak ne zdaj Trumpu, ne? Ampak Mislim, generalno. njegove telefonske nima. Ni, ne? Ja. Ampak Še. generalno Ja. skozi stoletja, ne, saj sta vedno dva, ki se med Pola, sabo, dva dva pola, pola, ja. ne? In potem je pa to dosti tako prišlo v to vsebino, so rekla, wow, ne? In v temu ne poje veliko ljudi, sploh pa ne v popu, a ne? Mislim, Ja. v popu, in je res ratal krasno. Je pa res, da sem tudi jaz, ne vem, imam težave, ko mi reče čist njena ljudje samo zgodba. vojna, ne, jaz grem po konzerve, ne, res, mislim, Jaz sem težko tek to z na WC glas. papirjem. Z WC papirja nisem takrat nabavljala, ampak je pa res, da prepečence pa to, jaz mislim, a veš, jaz, ko sem bila mlada, meni je dedi moj razlagal vojne zgodbe, celo moje najstniško obdobje, in se mi zdi, da se mi je to tako vtisnilo v telo, da dejansko, ko načnemo to temo, jaz sem čisto zmrznjena, ne, in tako da je nekako tudi del mene ta pesem, ne, na nek Mislim, če so velikrat po radijih, ki so promovirala, ne vem, pa 1000 let, pa drevo, pa govorila o najnih vrednotah, pa družini, pa otrocih, to je dejansko zelo podobno, to je dejansko del njenega življenja. In to mislim, sliši se mogoče pol, kot anekdoto pripoveduješ, zabavno, ker se povezuje s pesmi, ampak dejansko, ne vem, ko so se začele pred leti, pa kaj je bila vojna z, hitro, ne, zanimivo je. Pa je bil en konflikt, pa drug dejansko, mi tako 3-krat na leto, ali pa, kadar so te konflikti, prideš z prepečenci, s konzervami, s tuno, prideš, no, in sej, kaj ne zdaj pa rečem, mislim, lepo, vse drugače je to lepo, a ne? Mislim. Lej, Skrb za... Absolutno se strinjam s tabo, Rej. Mogoče malo, ja. Ampak dejva midva še eno drugo temo, kar se alu tiče. Ja. Snela sta jo v angleščini. Angleščini, ja, Ne? zdaj smo pa na slovensku. Ampak, ker je bila, veš, besedilo je bilo tako
Tako so bile kratke besede, da nisem si predstavljal, kako bi to v Če bi to slovenščini. sploh lahko naredila v slovenščini. Že sama veš, one says freedom, the other one pride. En reče svoboda, drugi reče ponos. Ne? In dokler ni Marjetka potem poskušala čisto prevedati, kako bi bilo, malo drugače poetično, eden za mir, drugi za moč. In takrat, wow, to bi pa lahko zelo lepo zvenelo v slovenščini. Ti to naredil? Se mama samo izide maja, pesem. Ne, Šušijo ima že zdaj in Šušijo bo dala zdaj veter. Ja, ne, Ajde, jaz sem to ti smo to ti kar poslal tako malo tako. pokazali. Pa če ni še mix končen. Me ne zanima. Alo, to Šuši. In fiksijo imam noter. Ja, vem, da imaš, če sem ti poslal za poslušanje, kako bo, Ne. za drug mesec, da se zmenimo, da prideva v kol. Ne. Ne, pa daj Šuši, spusti, Jaz pa kar bo. Rej, premierno na Radio Fantasy. Zdaj pa veš, kako je češnje zobat z mano. Vidiš. No, tako. Sem ti povedala. Zdaj pa kaj si Zob naredil, za si zob, naredil? frizura za komad. Dobre, čakaj, to pa zdaj svetovno prvič. Premiera, svetovna premiera. Predpremiera. Aha, super. Alu v slovenščini. Pa da vidimo premiero na Radio Fantasy. Evo, pa smo nazaj v studiu Mareja, oziroma Rej in Marjetka sta z mano. Dobro jutro Dobro še enkrat. jutro. Dobro jutro. In Rej, kako se počutiš, ko sem ti naredila nekaj, kar ti drugi ne smejo? Razgaljeno. Je rekel, Zgalila teh si. korakov ne bi smel biti noter. Ja, redo. Zdaj sem kar zadovoljen. Včasih te mora kdo malo potisniti. Lej, drugič pač ne pošiljati stvari, ko nočeš, da grejo v eter. Pa, a veš, pri meni je tak, lahko mi zaupaš. Jaz sama sebi ne. Dobro, Dobro videti, ja, dobro. Jaz bom pač povedala vse iskreno, tako kot je. Pravilno. In Alu sicer to sta imela v San Marinu Ja, kot vstopnica za Eurovizijo, Ja. oziroma Eurosong, tako. ampak nekako ni šlo pol po planu. V bistvu sploh ni bilo plana, prav zares. A ja, okej. Ja, v bistvu... Plan je bil samo obuditi najno publiko, ki jo imava, pač Eurovizijsko, ki naj jo že spremlja od Dunaja naprej, obuditi spet neki mednarodno v angleščini. In Mislim, pri teh sadovi festivalih je dejansko tako, da mora ti biti pomembno, da se predstaviš, a ne? Kakšen je sam rezultat. Je zelo zgodi ali pa se velika ne. tombola. Ne? Nama je pomembno, da smo stopili na nek mednarodni oder spet po dolgem času. Včasih je to dobro za živčke, ali pa bomo rekli, da spet. Imaš še vedno tremo? Jaz sem Ja. totalni tremaš. Mislim, jaz to nikoli se nisem treme losala in tudi mislim, da se nikoli ne bom. Zdaj, eni pravijo, da je to dobro, jaz se s tem ne strinjam, jaz bi raje šla brez treme na oder, ampak to je pač del življenja. Jaz mislim, da vsaka nova situacija te spravi v neki mali stres, ampak ravno to je tisto, kar te spet malo iz celone obdobja ne Ja, vrže pa malo in se moraš malo drugače. potruditi. No, se nista bila sama dva tam, ne? Ne. Tu je tudi Basi Tako. zgoraj, brez. Tudi malo drugače. Ja. Ja. Zakaj pa ne? A ne? Je pa prav kul je bilo. Mislim, če ne druga, mislim, da smo se vsi nasmejali. Saj to je bil bistvo. Dobro voljo smo se nazaj Tako. spravili, ker vmes so bila neka čudna obdobja slabe volje, ampak ne. Ja, v bistvu to je. Ne? V bistvu, kot glasbenik moraš skozi malo spreminjati razpoloženje tudi v svojih skladbah. a ne. Če imaš skozi same balade, ti že rata malo mogoče dolgočasno. Če si skozi samo na žurki, ti tudi v bistvu že preseda. a ne. Hype, ja, skozi. Ja, tako da v bistvu ravno ta kontrast a ne, in ta Basijev projekt mednarodni ne, je zastavljen tako, let's have fun. Daj pozabimo malo skrbi, dajmo iti v nek alter ego tudi na nek način. a Ne. Oder je ena Mislim, taka. najdu se je gor. Ja. definitivno. Oder je Se je čutilo, platforma, ja. ki se lahko hecaš. a Ne? Zakaj pa ne? Zakaj mora biti vse to resno? a Ne? Dober, zdaj, ampak moramo pa vseeno iti k resni temi. Dobro, pa daj. Ker imate tudi en resen komad Ja. in sicer Konec sveta. Tako. No, Konec sveta je pa v bistvu pesem, ki govori, kaj če je zame jutri konec sveta. a Ne? Mogoče na prvo žogo zveni, jo jutri bo konec sveta. Ne? Ni povezave z alu tematiko. Tako, tako. Veš, ne Okej. vojna, pa pol V konec bistvu, sveta. neko, Čisto ne, drugo. če se jutri meni življenje konča, ne, kaj bi si danes zaželel? Ne? Torej, zadnji dan ne, na nek način. Pohan sir. Ja, Ja, ne, recimo, saj zakaj pa zelo ne? dober odgovor. A Ne, takrat bi v bistvu vse spustil, a ne, če tako pogledaš. a Ne, Taka ne bi se, dieta, a ni veš, diete, ja. ne bi se sekiral, kaj drugi o tebi mislijo. Ne bi v bistvu. Takrat bi točno vedel, kdo ti nekaj pomeni. Ne? Če bi rekel, Ja. da je jutri je konec sveta, komu grem danes? ne? Tako. Takrat bi. Sam, Komu bi šel rej? Ja, ne vem, veš, ker ne vem, če je jutri konec sveta. Ja. Kako ne Nekoga imam tukaj, pa dva imam še doma.
Ne, absolutno, ponovadi ne. Izberemo družino, izberemo prijatelje, ampak jaz pa tudi mislim, če bi bil pa za vse konec sveta jutri, bi se pa čisto vsi na ulici izbrali, polna muska, mislim, da bi bila glasbe polno, ne? Ljudje bi bili nasmejani, ker se ne bi obremenjevali, kaj bo jutri, ne? In ne bi se sekirali. A misliš, da bi se sploh rabili pol napiti? Tako razmišljam. Vse nisem jaz nobene pijače omenjala. Ni še ura 10, rejno, malo počakaj. Nepisano pravilo. Jaz mislim, da kar je Jaz mislim, da bi bilo pa tako sproščeno, a veš, ker če itak veš, da ni več skrbi. Ja. Po mojem bi že avtomatsko ti Ja, se bil sproščen. center v možganih sprostil promile. Daj no enega bi pa pospil, no. A ne? Ej, ampak a veš, ko praviš, da eden ni noveden, ne, ponavadi? Ja. To je. Rej, koliko varovancev je že šlo čez tebe? Joj, to se zdaj tu To se grozno. sliši, grozno. Ja, ne, mislim pač dejansko, koliko si jih že spravil Veš, na velike odre, pa a sploh mogoče bi jaz imela možnost, da bi mene tudi, Nisem te še slišal pet, boljšte ne? no, lej, ampak Pa se imamo autotune, no. v bistvu tako koliko zdaj, v 15 letih, 20 letih, odkar ustvarjam, kar nekaj je bilo. Najprej so bile, se pravi, Maja Slatinšek, Žana, April, pa potem v obdobje, se pravi, Bikul, Nika Zorjan, Luka Basi, mi dva, ne, pa Turbo Angels na začetku, Ula Ložar, potem pa zdaj nova generacija, Tilčeh, Polkaholiki, Anja Belini, Pismo. No, ampak a imaš Ja, pa- kako audicijo? Zdaj smo se odločili, da odpremo vrata po dolgem času, ampak ne samo za zvezde nove, a ne? V bistvu res na vseh področjih. A ne? Se pravi, seveda eno so zvezde, išče se vedno nek talent, ampak ne na ta način kot na talent šovih, ker marsikdo si danes ali ne upa, ali se ne vidi na teh javnih audicijah izpostaviti, pa bohot koliko talenta in bohot koliko znanja se skriva doma. A veš, ne, ker si nekdo ne upa, ali pa in zdaj mi enostavno, ja, kaj lahko iz tebe postane, mogoče še nisem, veš, da imaš talent, ne veš čist kam bi te dal, tako da v bistvu se čisto amatersko posnameš, pošleš, če se ti zdi, Ampak probaš. gre za glasbenike, za pevce. Se pravi, gre za instrumentaliste. glasbenike, gre za tiste, ki mogoče iščejo, ne vem, recimo ansambl. Veliko je primerov, ki bi želeli se sestaviti, ne vem, v narodno-zabavni ansambl, pa jim manjkata dva člana. Toliko je teh primerov, ker ne morejo ekip sestaviti, a ne, ali pa so iz različnih koncev Slovenije. Potem imaš glasbenike, ki bi sodelovali pri bendih, mi imamo ogromno teh naših pevcev in vedno prav pride kakšen član. Nastopanje v videospotih. Ne? Šuši. Šuši! Ja. Šuši! A smo zrihtane? Zdaj enkrat na mail info@rayproduction.com ali pa moj Instagram, ampak predvsem prihaja pa spletna stran, ki bo vse to na voljo. Tako da ja, vedno, nikoli ne veš, kdaj boš pripravljen potrkati. Nova zvezda. Ja, nič info, afna. rayproduction.com z dvema ajema, ful bo lažje pojko spletna stran, ampak ja, Ja. Okej. veš kaj, tistega, ki ga bo pritegnil, bo že Dobro, najdel. če ne pa Instagram, te Tako. pofollowamo, pa ti Tako. stisnemo en Tako. DM. Like. A ja. A ja. Da privat. slajdamo v DM, a veš. Z mene že cajt pofura, veš. Ja, če No. bi bil jutri konec sveta, bi rekla, nisem osvojila povsem Ja, ne. omrežij. To pa res ne. Ampak jutri ni konec sveta, je pa naš čas, Se iztekel. nažalost, se iztekel. Ja, lej, ker kadar je fajn, Seveda, gre če cajt tele ful slovenske hiter. aluje ufurava, pa to, a razumeš, ne mislim. Jo, jaz sem pa to hotla še enih stvari povedati. Ja, lej, bo Kjara zrihtala, da prijeta še v mesecu maju enkrat. Ko izide alu slovenski. Ne, takrat hočem imeti že kak drug komat. Šuši, zdaj le pa častiš, a ne? A veš, da Pohan pohan sir te sirček. čaka. Vrš gor gaudo. V glavnem, jaz bom še enkrat tako rekla, hvala, ker ste prišla. Hvala za Hvala povabilo. vam. Absolutno se prijavim tudi za kak dodatni šiht. Bom pa zdaj zavrtela konec sveta. Pa mogoče, da se malo zamislimo, kaj pa bi res naredili, če bi bilo jutri konec sveta. Tako.